Ok, gospa Fajon, se pravi, odločitev Socialnih demokratov glede predsedniške kandidature je padla, po preobratu očitno soglasna podpora gospodu Brglezu, lahko malce tehniko razložite? Jaz sem zelo zadovoljna, da smo Socialni demokrati opravili še en napor po tem, ko se je izpraznil prostor na levi sredini v predsedniški bitki. Predsedstvo je pravkar soglasno podprlo kandidaturo Milana Brgleza za predsednika Republike Slovenije. Hkrati smo med sklepi pozvali tudi obe koalicijski stranki, Gibanje Svoboda in Levica, da podpreta kandidaturo Milana Brgleza za predsednika Republike Slovenije. Danes smo potrdili kandidatno listo z enim samim imenom, torej dr. Milanom Brglezom. Jaz sem prepričana, da imamo Socialni demokrati s tem izjemno priložnost za izvrstnim, zaupanja vrednim kandidatom za predsednika Republike Slovenije. Prihodnji ponedeljek pa nameravamo izpeljati še tajno glasovanje, potem ko bo jasno, kako se boste odločili še koalicijski partnerici, ali bomo imeli skupnega kandidata koalicije ali pa bo naš kandidat Milan Brglez zbiral tudi na kak drug način s podpisi poslancev širšo podporo. To je tudi želja Socialnih demokratov, da bi bila ta podpora seveda Milanu Brglezu čim širša. Ste že opravili pogovor s partnerji v koaliciji, zakaj bi bila smiselna taka kandidatura skupaj? Kakšne prednosti vidite v tem? Mi smo dlje časa razpravljali o tem, kaj bi pomenilo imeti skupnega koalicijskega kandidata za predsednika republike. Veste sami, da so bile različne kalkulacije oziroma po odstopu kandidatke Marte Kos je bila nova priložnost, zato smo tudi Socialni demokrati še enkrat resno razmislili. Jaz sem se pogovarjala v zadnjih dneh tako z predsednikom Gibanja Svobode kot predsednikom koordinatorjem Levice. Odločitev je na njuni strani, si pa Socialni demokrati želimo koalicijske podpore. Sem pa vesela, da je Milan Brglez zdaj tudi sam pripravljen se podati na ta izziv in biti predsednik naše države. Rekli ste, da se izpraznil prostor na levi sredini, kaj pa Nataša Pirc Musar, vendarle javnomnenjske ankete še zmeraj kažejo najvišji odstotek zaenkrat. Izpraznil se je predvsem prostor v treh koalicijskih strankah, ko je odstopila Nataša Pirc Musar, največja koalicijska stranka je tako enako bila brez svoje kandidata in v tem prostoru smo razmišljali, da kot ena od koalicijskih strank vendarle zagotovimo svoje mesto, svojega kandidata in jaz sem vesela, da nam je to uspelo. Ste si s tem pojačali vašo pozicijo v stranki pred kongresom? Stranka je vsak teden, se mi zdi, spet v boljši kondiciji, čutim dobro energijo, zagotovo pa je tudi ta poteza prispevala k temu, da bomo res zdaj polno samozavestno vstopili v predsedniško kampanjo, tudi v kampanjo za lokalne volitve. Ne nazadnje smo uspeli v zadnjih tednih strniti vrste tudi pred kongresom, zato sem, kar zadeva prihodnost naše stranke, precej optimistična. Hvala. Hvala. Lep pozdrav, se slišimo. Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob bo zdaj predstavil kratek sklep današnje seje sveta stranke. Hvala lepa. Lep pozdrav ponovno. Na svetu smo opravili izčrpno, plodno razpravo. Sprejeli smo zelo jasne sklepe in to so, da se Gibanje Svoboda želi vključiti aktivno v predsedniško kampanjo in bo v prvem krogu podprla kandidata, ampak neodvisnega kandidata. Dobil sem pooblastilo sveta stranke, da se z vsemi neodvisnimi kandidati o naši podpori dogovorim v naslednjem tednu. In potem o tem ponovno obvestim svet in takrat bomo glasovali. In to je to. A to je to, kar je prej Fajonova govorila?